Lepo vas pozdravljam, spoštovani gledalke in gledalci. Takole teden ponovno začenjamo z oddajami Jutro s kozmiko, kjer vam v vaš vsakdan prinašamo pozitivne teme in pa seveda zgodbe, morda tudi za kakšen boljši dan ali da se tudi boljše počutite. Danes pa v našem studiu gostimo doktorico Kristino Knific, ki zna pomagati pri tem, kako postati dober partner. Nekje je bilo namreč zapisano, da pri ljubezni ne gre samo za to, kako najti dobrega partnerja, ampak gre tudi za to, kako biti dober partner. Torej, to bo naša današnja tema. Sicer je to takšna zgodba oziroma tema, za katero vem, da sploh ne bova prišli do konca, ker je lahko rečemo tako individualna, da je kar težko zaobjeti konkretne primere. Je pa prav, da se govori o tem, vsaj zato, da vzamemo kakšen dober del in da se vsaj za trenutek zavemo, kaj je prav in kaj ne. Sicer pa, gospa Knific, vi delujete tudi v Združenju za osebno rast, predvidevam pa, da vas je tudi morda vaša individualna zgodba potegnila v ta del, da torej zdaj svetujete drugim. Točno to. Delujem v okviru Združenja za osebnostno rast in trajnostni razvoj, kjer je prvenstvena naloga združenja, da se pomaga ljudem pri reševanju problemov, ki jih imamo v življenju, takih ali drugačnih. Problemi, o katerih se učimo, v katerih poučujemo v okviru delavnic, predavanj, so problemi, s katerim sem se srečevala tudi sama. Tako je tema partnerskega odnosa tudi stvar, katero se učim v tem življenju že 25 let. In skozi to svojo osebno izkušnjo, doživljanje partnerskega življenja z partnerjem sem spoznala tudi izzive, ki so zelo primerljivi z ostalimi partnerji. Rekli ste torej, da ste tudi v vaši vezi imeli vzpone, padce. Konkretno potem vas je to privedlo, da ste zdaj na tej poti. Poimenovala sem vas tudi v bistvu, oziroma se poimenujete kot raziskovalka življenja. Kaj pravzaprav to pomeni? Zakaj ste si nadali takšen vzdevek, lahko rečem? Zdaj, skozi svoja leta sem spoznala, da dejansko nisem samo fizično bitje, da imam tudi svoje občutke in da ti občutki izhajajo iz širše dimenzije nas samih, kot nekateri avtorji navajajo, smo ljudje tudi duhovna bitja. Torej, nismo samo te kosti, koža. In dejansko skozi to fizično izkušnjo spoznavamo pravzaprav sami sebe, svet okrog nas, odkrivamo, kaj je iluzija in kaj je resnica. Kaj je iluzija, ste omenili? To pa je lahko v naših mislih zelo različno. Vsak si postavlja svoje meje oziroma pa mogoče zgodbe, kaj bi bilo prav in si morda s tem naredimo tudi iluzije. Tako, točno to. Vsak ima svojo zgodbo in vsak živi v svoji zgodbi, v svoji glavi. In ko spoznavamo, da to, kar mi vidimo, kar slišimo, kar dojemamo, da je objektivna resničnost, to ni, ampak je subjektivna resničnost. In ko v istih situacijah pogledamo različne ljudi, vsak jo doživlja po svoje. In to je osnova, iz katere izhajamo tudi v partnerskem odnosu. Se pravi, da vsak partner izhaja iz svoje subjektivne resničnosti in je komunikacija v zvezi s tem pomembna. Ko ste omenili, da vsak izhaja iz svoje zgodbe, že Zoran Milivojević je v knjigi Formula ljubezni, ki je v bistvu pri nas velika uspešnica, lepo zapisal, kaj pa je tista predstava v ljubezni, da je potrebno ločiti ljubezen in zvezo in pa sploh ločiti resničnost od filma, ki si ga v bistvu sami naredimo v glavi samo zato, ker nam mogoče vzbuja prijetna občutja. Tako, nekaj je film, nekaj je ljubezen. In ko srečamo osebo tistega pravega, tisto pravo, se zaljubimo. In takrat smo v hormonskem koktejlu. In takrat to pogosto ni še ljubezen. Premikamo gore. Premikamo gore, letimo nad oblaki, oseba odraža tisto podobo, ki jo mi želimo videti. In takrat tudi osebe ne vidimo realno. Vidimo samo pljuse, minuse, ignoriramo ali pa si mislimo, saj bo potem kasneje s časom zaradi ljubezni do mene se spremenil. Ampak resnica je, da se to ne zgodi. Ampak lahko pa vidimo manj negativnih stvari pri osebi, pa mogoče lažje gremo čez njih. Ja, seveda. Se pravi, prva stvar, ki je povezana z ljubezni, je sprejemanje. Se pravi, da stvari, ki so pri osebi
pozitivne in negativne sprejmemo kot del osebe, s katero smo v zvezi. No, rekli ste najprej zaljubljenost, potem naslednja faza pa Ja, je, kaj faza, tiste resničnost? faza streznitve, ko maske Streznitve. padejo. Ja. Naslednja faza je faza boja za moč, nekateri temu rečejo. Jaz pravim, da je to faza osebnostne rasti. In četrta faza je faza zrelega partnerstva, kjer se partnerja naučita sodelovati drug z drugimi, upoštevati drug drugega spoštovati in seveda takrat se med njima običajno poglobi tudi ljubezen. No, s kakšnimi težavami pa se v bistvu vi srečujete konkretno pri vaših strankah oziroma pri partnerskih zvezah? Kaj so najpogostejše težave, ki nastopijo? Najpogostejše težave, ki nastopijo, so nerazumevanje sebe in drugega. In te težave zaradi nerazumevanja sebe in drugega vodijo v napetosti in kasneje v konflikte. In v konfliktih vsak od partnerjev doživlja svojo zgodbo. In ker mogoče nismo navajeni biti v partnerski zvezi dovolj iskreni, dovolj pogumni, dovolj zaupati drug drugemu, o tem molčimo in v bistvu govorimo o nekih navideznih vzrokih, ki nas motijo, o resničnih vzrokih pa ne spregovorimo. Pa mogoče ne zato, da jih ne vidimo, temveč morda ne upamo reči partnerju ali pa si mislimo, da pa le ni tako pomembno, čeprav je, ker potem držimo v sebi, ne? Sploh je to značilno za žensko populacijo. Tako. Se pravi, zaradi mogoče preteklih razočaranj, zaradi občutka lastne ranljivosti, zaradi mogoče premajhnega zaupanja vase in v partnerja, da nas v primeru, če pride do nekega konflikta, ne bo ustrelil ravno v našo bolečo točko. Ja, zaradi tega smo včasih neiskreni. Velik del problemov pa je po mojih ugotovitvah tudi v tem, da ljudje izhajamo iz svojega ego stanja. Se pravi, da ne sledimo svojim resničnim željem, svojim resničnim potrebam, ampak tistemu, da imam jaz prav. V partnerskem odnosu je namreč zelo, zelo pomembno, da partnerski odnos postavimo višje kot imeti prav. Se pravi, da nam je partnerski odnos pomemben, da nam je pomembno, kako se druga oseba počuti ob nas, kaj doživlja in da smo pripravljeni tudi to drugo osebo spoznati in ponuditi roko, ko je v težavnih situacijah in ji pomagati ven prilezati. Medtem ko v tej fazi običajno, ko smo sami tudi razočarani nad partnerjem, naredimo ravno nasprotno. Se pravi, namesto da bi partnerju spregovorili v nekem ljubečem, spoštljivem jeziku, ga ustrelimo ravno v njegovo najbolj bolečo točko. Nekje sem prebrala, da zmeraj lepše govorimo z vsemi ostalimi, samo mogoče s partnerjem ali pa otroke ravno ne, ko bi morali ravno v teh situacijah, ki ste jih omenili. Torej, raje se lepo izražamo pred drugimi, kot pa tam, kjer bi se morali. Ja, ljudje imamo svojo zunanjo podobo, ki jo nosimo kot masko. In v bistvu, ko pridemo domov, pa ko partnerja poznamo, ko vemo, da je vse varno, pa masko odložimo in smo taki, kot smo. In ves stres, ki smo ga mogoče prinesli iz službe ali od kje drugje, sprostimo potem na partnerju, na otrocih, kjer že pač je. Ampak nekaj zmeraj rečem, da eno je teorija, drugo je pa potem praksa. Mi že vemo mogoče, kaj bi bilo prav, kaj bi moral narediti. Problem je tukaj mogoče, kot sem prej omenila, torej ta zgodba, ki je v naši glavi, ki mogoče ni v partnerjevi, in potem seveda tukaj tudi predvsem slišati, kar mogoče slišimo, ne razumemo pa, Tako, ker imamo drugo zgodbo. Tako, ker imamo drugo zgodbo. V osnovi je prva stvar, ki je pomembno, da se zavedamo, da smo enakovredni v partnerskem odnosu, nismo pa enaki. Torej, ženske doživljamo svet drugače, bolj čustveno, moški bolj miselno. Ženskam je večja potreba po ljubezni v partnerskem odnosu, moškim večja potreba po spoštovanju. In ta različnost se potem deli še naprej, na osebnostne različnosti. Ki jih pa je veliko. Ki jih je pa veliko. Tako da vsak živi v enem svojem svetu, ki je poseben, ki je pogosto od partnerja različen in zato se je treba pač najprej zazreti vase, prepoznati, kdo si,
kakšne želje imaš ti, kakšne potrebe, kaj je tista osnova, ki jo potrebuješ za življenje, da si ti lahko ti, ne? In poslušati tudi partnerja, kaj pa on potrebuje, kaj je pa njemu pomembno, kaj je za njega tisto osnovno bistvo. Ko se včasih pogovarjamo, ugotovimo, da se partnerja pravzaprav med sabo ne poznata, da se poznata samo površinsko. In recimo prav ženske pogosto predpostavljamo, da beremo misli svojega partnerja. Pa ne samo partnerja, skoraj da vseh, a ne? Skoraj da vseh, ne. Resnica je, da beremo svoje komentarje, ne, na osnovi nekih znakov in si to tolmačimo, tako kot je v našem svetu značilno. Resnica je, da temu da dostikrat zgrešimo. Zato je potrebno v partnerskem odnosu, ko se nekaj dogaja, ne predvidevati, kaj se dogaja, pa kaj je on s tem mislil ali pa ona mislila, ampak konkretno povprašati. Moj partner zmeraj reče, ne, predvidevati, misliti, se pravi nič vedeti. Tako je. Bi se s tem strinjali. No, to prej sem omenila, ne, slišati, kar je zelo pomembno, ampak a dejansko slišimo? Ne, verjetno gre tukaj za poslušati, slišati za dva različna pojma. Ja, se pravi, mi lahko poslušamo, ampak v bistvu ne slišimo, ker smo v svoji glavi, v svojih mislih. Že razmišljamo, kako bomo odgovorili. Ker se ne strinjamo z njim. In se ne strinjamo z njim in že pripravljamo odgovor, kako bomo povedali, da bomo to demantirali. Ali pa kako to potrjuje neko našo preteklo izkušnjo kot resnično. Ja, potem je pa že tukaj drugi del, ne, tisti razumeti, ne, in se potem dogovarjati. Spet imamo 4, ne, stvari. Tako. Se pravi, prva stvar, če želimo sočloveka razumeti, če sočlovek ne razume sam sebe, ne pozna sam sebe, ne ve, kaj želi, ampak vse zahteva od partnerja, ga bo težko zadovoljiti. Ampak se mi zdi, zato so naše oddaje, ne, da tukaj malo potrkamo tudi na gledalce, ne, da se lahko začnejo, mislim, da se začnejo zavedati, da je potem zares vse v nas in kako priti do tega, kaj želimo, ampak mi mislimo, da vemo, kaj želimo. Potem, ko se pa začnemo poglabljati vase, ne, pa vidimo, da dejansko to pričakujemo, tako kot ste rekli, ravno od partnerja. Tako. In smo v začaranem krogu. Točno to je. In v bistvu pričakujemo, da nam bo partner dal nekaj, kar mi moramo zgraditi v sebi. In eno od področij, s katerim se ženske pogosto ubadamo, je ljubezen. Ženska, ki nima sebe rada, jo nihče ne more na tem svetu dati toliko ljubezni, da bi bila ona okej. Ona mora začeti imeti sebe rada in živeti svoje življenje iz ljubezni do sebe. Na način, da se sprejema taka, kot je, da se podpira v življenju, da ve, kaj želi, da si v tem, kar želi, tudi sledi. In da ne išče mogoče vzpodbud v okolici ali kako? Vzpodbude v okolici vedno pridejo, ne? In ta partnerska ljubezen, katera partnerji daje, ne? Ljubezen je zelo pomembna sestavina partnerskega odnosa, je potem kot kapljica, dodatna kapljica, ki plemeniti to ljubezen. Je pa osnova ljubezen do sebe. Predvsem to se mi potrjuje v trenutkih, kadar pridemo v težje obdobje partnerskega odnosa. Ker če mi nimamo same sebe rade, potem smo žrtev. Žrtve, ja, pa tako, stopimo nazaj in si rečemo, nima me rad. Dejstvo je pa, da je partner takrat samo v takem stanju, da nima rad tudi sebe in da tudi sam s sabo ni okej. In takrat, če zmoramo v sebi zbrati to ljubezen in razumevanje, da je on samo v takem stanju, v katerem je nemočen, in mu pomagamo iz tega stanja z nekim spoštljivim govorom, ponujanjem pomoči, pomagati bo on kmalu v redu in nam bo za to hvaležen. Ampak to moramo pa spoznati, ne, kaj pri komu deluje, kaj pa ne. Pri moških načeloma, da jih cenimo zaradi tega, ker so taki, kot so, in da v njih vzpodbudimo tiste lastnosti, rast tistih lastnosti, ki si jih on želi tudi sam pri sebi. In smo spet tukaj, ne, da spet moramo se potem boljše poznati in se več pogovarjati, ampak to je težko, ne. V bistvu, kot trenerka osebnostne rasti se srečujete verjetno z različnimi odzivi na konflikte, ne. Nekateri, malo prej ste omenili, torej te odzive, nekateri se odzvajo agresivno, potem nekateri bežijo pred njimi, spet drugi krivijo druge, ne, tukaj je mogoče ta žrtev. Kaj pa so tisti najpogostejši pristopi, ki vodijo potem k rešitvi konflikta, ki ste ga zdaj omenili? Ja,
Ne samo ceniti, ne? To je teorija, da je konkretni primeri. Prva stvar je, da rabimo poskrbeti zase, da smo mi ok. Sprejeti sebe takega, kot smo, in tudi partnerja takega, kot smo. In prva stvar je soočanje s tem, da je partnerski odnos tak, kot ga imava, stvar, ki sva jo midva sama skreirala. In sva midva sama skreirala in je to del najne soodgovornosti. In za stanje najnega odnosa prevzeti odgovornost. In potem se rabava vprašati, zakaj sva pravzaprav skupaj. Sva skupaj zaradi tega, ker nimava druge bene boljše rešitve, ali sva skupaj zaradi tega, ker je najno skupno življenje dragocenost. Potem pa se tukaj spet zamislimo, ne? In zato pride mogoče tudi do ločitev, ne? Ker eno obdobje nam je bil nekdo dovolj za neko osebnostno rast, potem pa vidiš, ne, da ga mogoče prerasteš oziroma da pa ni več to. Ja, če se začneš potem spraševati, ne, kot ste rekli. Zdaj gre partnerski odnos, to je odločitev. Ne? Če vzamemo partnerja samo kot za osebnostno rast, potem je to lahko s časoma partnerje menjamo. Ne? Če se pa odločimo za partnerski odnos kot za odnos, ki je v dobrem in slabem, skupaj do konca življenja, je pa tudi neka druga dimenzija, je pa predanost partnerskemu odnosu obeh partnerjev. No, kako ste se vi konkretno znašli v teh pogovorih, ki jih torej omenjate, da zmeraj gremo iz osebnih izkušenj, ko ste imela torej tisto fazo na najnižji točki? Kako ste se rešila? Torej, prišlo je do nekega konflikta, kaj ste naredila? Osnovna stvar, ki je bila, je, da sem jaz trebila sebe imeti, začeti rada. Se pravi, ne pričakovati, da mi partner da ljubezen, ker takrat, ko ni bil on v redu, on je meni rekel besede, ki niso bile ljubeče, ali vsaj na moje ušesa niso delovale ljubeče. In takrat sem jaz vedno stopila v obrambo, v napad, kakorkoli že, in v bistvu sva prišla v neko najnižjo točko, kjer sva se pač odločila, ali bo še naprej skupaj, ali bo začela sodelovati. In pravzaprav sprememba se je naredila, ko sva se spremenila midva. Se pravi, vsak pri sebi, ko sva se odločila, da želiva to situacijo, ki jo imava, rešiti. In da je najin odnos dragocen, in da imava drugega rada, da se spoštujeva, vendar v določenih situacijah enostavno to pozabva. In takrat, kako bova se midva naučila, da ne bova drugega želila, da ne bova ranila, ampak da si bova pomagala. Ampak to je vaša zgodba s srečnim koncem, ne? Kaj pa drugje, kajti v Sloveniji, ne, smo imeli po podatkih Eurostata 3-krat manj ločitev na 1000 prebivalcev, ne, od nekaterih severnoevropskih držav, a tudi več kot polovico manj sklenjenih zakonov. Se pravi, ne vem, po teh podatkih ne moremo reči, da so ločitve redke, ali kakšno je vaše mnenje? Jaz mislim, da redkim parom naredi klik v glavi, ne, in da grejo v pravo smer. Torej v smer ne, da imam samo jaz prav, ali pa da ima samo partner prav, ampak da imava oba prav. Ampak da nekje sva nekaj spregledala. In če ljudje niso pripravljeni se truditi drug za drugega, vlagati v odnos drug za drugega, potem je lažje reči adijo. Sploh po tem novodobnem času, ne, ko v bistvu rečemo, zakaj bi se nekaj trudili, če vemo, da ni več iskrice, da ne moremo več zanetiti plamena nazaj, kot je bil, a ne? Verjetno. Zdaj, ljubezen ima različne stopnje. Po mojih spoznanjih je zaljubljenost pač nek hormonski koktejl, ne, ki nima velike povezave z ljubeznijo. Ljubezen je potem poglabljanje, ne, ljubezni v sebi, v odnosu do partnerja, sprejemanje sebe, otrok, vseh izzivov, ki jih imaš v življenju, in se soočati s težavami, ki se pojavijo v tvojem življenju na način, da iščeš rešitve. Rešitve, ki so v tebi. Kje si ti spregledal, kaj ti lahko narediš drugače. In pogosto v partnerskem odnosu govorimo, ti si naredil to in to. Ne? Ti, zaradi tebe se tako počutim. In takrat, kadar govorimo v jeziku, ki uporablja ti stavke, partner to doživlja kot osebni napad nase. Ne? Zato je v partnerskem odnosu pomembno, da govorimo o sebi. V jaz stavkih. Jaz se tako počutim, jaz sem tako doživljala, ko si to naredil, sem se jaz počutila tako, ker sem si razložila, da to in to tako pomeni. On bo pa rekel, jaz sem si pa razlagal tako in bo rekel si
egoistična ali si egoističen. Ja, to so, se pravi, lahko smo jaz imam prav, ti imaš narobe, lahko pa poslušamo in slišimo. In poskušamo razumeti. Če sta partnerja pripravljena sodelovati, poslušati drugega, potem rešitve najdeta. Ne? In skozi te rešitve si zacelite tudi svoje rane, ki ste jih na nek način prinesla iz svojega otroštva, prepoznata tudi mogoče neka prepričanja, ki so ju utrjevala na dosedanji poti, da ste sledila v svojih odločitvah, tudi v partnerskem odnosu, tej smeri, kateri sta. Recimo pri ženskah nekoliko starejših od mene, ali pa tudi moj primer je bil tak, da je mama pogosto rekla, potrpi. Ne? Ja? In če potrpimo, ne, kaj je potem rezultat? Da smo tiho, da potrpimo in trpimo, ne? In smo kot vreča. In smo nezadovoljne. In v bistvu se občutimo, da se žrtvujemo za druge, da smo tisti, ki se razdajamo. Partner pa misli, da se je v redu. Vse je v redu, se je to paše, ne? In potem ne da nekam pričakovanja, imamo mogoče potem do njega, on pa tega ne ve. Ne? Ker pričakovanja tudi odnos ubijajo. V tem, kar si želiš v odnosu dobiti od partnerja, se je potrebno pogovoriti oziroma dati signale od sebe. Ne? No, zavezo je treba najbolj delati, ne? In je tudi najtežje, kot sva se že prej pogovarjali. No, prej sem omenila torej ločitve. Kaj vi menite? Imamo velik procent ločitev? Kako vi to doživljate v bistvu skozi vaša svetovanja? Procent ločitev je relativno velik. Ne? Zdaj podatek iz leta 2012 poznam, in sicer po podatkih Statističnega urada se je takrat razvezalo več kot 1/3 parov glede na število novo sklenjenih zvez. Ne? To je kar visok odstotek. Tudi jaz jih kar nekaj poznam, ki so šli že po 1. letu zakona narazen. Ja. Prej pa 7 let skupaj ali kako. To so očitno številke, 1,7. 1,7, ja, tako. Nekako v teoriji velja, da prva faza zaljubljenosti, ne, ko smo v rožcah, bi lahko temu rekli, ali po fazi zaljubljenosti in drugemu uspemo odsevati to, kar si želi, traja tam do 1 leta. Kaj pa, če si že prej skupaj 7 let in se poročiš šele potem in se po 1 letu ločijo? To pa ni več potem zaljubljenost, ne? Kaj pa, o čem pa govorimo v tem primeru? Zdaj, vprašanje je, kako sta skupaj v 1. letu. Ali sta skupaj, da ga hodite samo na zabavo in tako naprej, potem se ne spoznata. Potem spoznata samo družabni vidik sebe. Ne? Če pa skupaj živita, pa ni rečeno, da se ne spoznavata. Jaz osebno parom svetujem, da se spoznajo toliko dobro, ne, da vidijo tudi, kako sta zmožna reševati konflikte. Se pravi, da se spoznata tudi preko konfliktov. Ali je partner se sposoben pogovarjati, kako se odziva v stresnih okoliščinah. Ne? Zdaj, kar se partnerskih vez tiče, ne, in enakosti oziroma različnosti, je na visokem nivoju, smo povezani in se v bistvu razumemo drugega, če imamo neke skupne vrednote, prepričanja. Ne? Če je to skupno, potem vse ostalo štima. Ne? No, nekje sem prebrala, da pri medčloveških odnosih velja zakon, da smemo zboljšanje pričakovati samo od enega človeka na svetu. In to je samo od nas, samih sebe. Ne? Če računamo torej, da nam bodo drugi naredili lepše sožitje, ne, ga s tem svojim pričakovanjem še slabšamo, kot sva tudi omenili. Tako. Osebno se mi potrjuje in tudi skozi študij spoznavam, da nihče drug, kdor proučuje to področje, ne uči drugače. Se pravi, mi imamo moč spremembe sebe in svojega odnosa do druge osebe. V odnosu do druge osebe na eni strani lahko delujemo, da smo spoštljivi, ljubeči, na drugi strani pa to tudi od partnerja zahtevamo. Ampak česa pa ni pametno početi? Obtoževati. Ne? Se pravi, vleči stare stvari iz omare in stalno postavljati naprej vse napake. Če smo pa tukaj ženske takšne, da držimo mogoče v sebi, a ne? Ravno smo imeli en klic pretekli teden, ko je gospa povedala, da sliši, jo zaboli, misli, da ne sme reči nič, 3 mesece se v njej kopiči, potem pa izbruhne. Ja, ne? Tako. To je realnost. Se pravi, potem. Partnerski odnos je dejstvo, da se ozaveščajo naše rane. Naše, tam, kjer smo šibki, kjer smo bili ranjeni, mogoče že v otroštvu. Ne?
In takrat, ko zaboli, je treba vedeti, da boli nekaj, kar je v nas, kar je del nas samih. A ne? In takrat se je smiselno zagledati vase in se vprašati, kaj je tisto, kar me pravzaprav boli. Aha, če to on reče, potem mene prizadene na tem nivoju. A ne? In v bistvu partnerju tudi povedati, kadar mi to rečeš, mene to prizadene in si razlagam, da to in to pomeni to. Partner je mogoče začuden, ali pa spozna, recimo, in vam je začuden in vam pojasni, kaj pa on s tistim dejanjem pravzaprav mislil. In takrat spoznate svojo iluzijo. Če ne bo nekdo oziroma tisti partner rekel, kaj pa ti je zdaj, ne? Po vseh teh letih Tako. si začela poslušati sebe, verjetno bo negativno mogoče odreagiral na to. Sploh, če govorimo morda o starejših, ki zdaj poslušajo, ne, včasih so torej trpeli, pojedli, kot ste prej rekli, ne, vse v zamere, samo zato, da bo mir pri hiši. Zdaj pa kar naenkrat bo pa rekel, to me pa moti, kako se z mano pogovarjaš. Partnerski odnos gre za sprejemanje, ne, druge osebe take, kot je. A ne? In so stvari, ki nas motijo lahko na druge osebi in so stvari, katere občudujemo. In smisel je, ali pa nek porok za zdrav partnerski odnos je, da izberemo pravo osebo. Ne? Oseba, ki ima toliko čudovitih lastnosti, katero občudujemo, potem bomo zmožni in bomo zmogli tudi tiste konflikte, ki so na unih področjih ostalih premestiti, ne? Se pravi, s pogovarjanjem in z odkritostjo. To, kar ste zdaj rekli, ne bi bilo zelo dobro za torej neke novo nastale veze, ne? Mogoče bi pa bila kakšna oddaja lahko namenjena tudi temu, kako rešiti konflikte v 25-letnih vezah, ne, če ne več. Kajti tam pride že do kup takšnih situacij, ki verjetno ne gre več samo s teorijo jih rešiti, potem je potrebno pristopiti samo še verjetno kakšnemu terapevtu ali pa vsaj toliko več brati, da ga dodelajo, ne, ker ti prihaja potem do resnih stresnih situacij, ne, v družinah. Veliko odnosov temelji tudi na manipulaciji, ne? Se pravi na čustveni manipulaciji. Ko druga oseba prisili ko prva oseba prisili drugo osebo, da naredi stvari, ki si jih ne želi. In to je takrat, kadar razbujamo v drugi osebi občutke krivde, dolžnosti, strahu. Ne? In kadar to doživljamo, to pomeni, da je v odnosu lahko prisotna manipulacija. In sprememba odnosa je lahko na način, da osebi postavimo meje. Ne? Se pravi, da zmoremo reči ne in tudi ta svoj ne uresničiti. Ta ne je tisti, ne, ki se ga moramo naučiti. Ja, za uspešno partnerstvo potem, kot sva torej skozi oddajo spoznali, ni dovolj samo ljubezen, tudi ustrezna komunikacija pripomore k temu, ne, da ljubezen ostane in seveda raste. Ne. Hvala lepa, da ste bili danes naša gostja. Zdaj pa bom besedo predala Teodori, ki pa vam bo osvetlila odnose zdaj še z astrološkega vidika, konkretno, kako planet Merkur deluje v povezavi s partnerskimi odnosi. Za danes se tako od vas poslavljamo, sicer pa vas vabimo, da nas spremljate tudi jutri, ko pa bo tema grafologija. Z nami bo zelo priznana gospa Edita Tomič, tako da vabljeni, da se nam pridružite tudi jutri. Pa srečno! Dragi moji, drage moje, en lep pozdrav vam želim. Moje ime je Teodora in sem psihološka astrologinja, ukvarjam se z astromedicino, astroterapijo in pa karmično astrologijo. Vsi tisti, ki imate kakšno vprašanje za mene, lahko pokličete na 090 6363. Oddaja poteka v živo, tako da vprašanja so dobrodošla in če imate kakršnokoli vprašanje, lahko samo zavrtite številko 090 6363 in dobili boste mene. Danes se govori o partnerstvu in o komunikaciji in v astrološki karti ima zelo posebno mesto tudi planet Merkur. Merkur je povezovalec, je vezan na našo komunikacijo, na to, kako razmišljamo in pa seveda, kako slišimo. Zelo pomembno je v partnerskih odnosih, tako kot v drugih odnosih, da znamo komunicirati. Seveda, planet Merkur je obarvan z tisto energijo, v katerem znamenju je.
točno veste, a ne, da imamo vsi vse planete, vsi imamo tudi vsa znamenja, kar pomeni, da v našem horoskopu, ko ga jaz gledam, je zelo pomembno, kje je zdaj ta pozicija Merkurja. Kajti ni vseeno, ali imamo Merkurja v Ovnu ali ga imamo v Škorpijonu. To je velika razlika v komunikaciji, tudi v dojemanju. Tako da, če pogledam neko karto, sinastrijo med možem in ženo, fantom in punco ali pa zaročenec, zaročenka, gledam tudi samega Merkurja, kako je povezan z ostalimi planeti. In pa seveda Merkur kot povezovalec je velik psihopomp, vodi vse planete če poznate malce mitologijo, v podzemlje in seveda je zelo važno, da to podzemlje spoznavamo skozi Merkurja. Simbolično podzemlje pomeni našo podzavest, tako da ne boste mislili, da vas zdaj res pripelje pod zemljo. To se samo simbolično reče. Kar je zelo dobro, da preučim, kadar gledam medsebojne odnose in komunikacijo, tudi kako je položaj Merkurja v vaši astrološki karti. Seveda pa vi me lahko vprašate karkoli. Jaz samo nadaljujem temo in seveda zelo pomembno je, da veste, kako se to vidi skozi vašo astrološko karto. In če imamo Merkurja v Ovnu, smo zelo glasni. Tudi naš glas je zelo močan. Zelo hitro vržemo iz ust neke besede, brez da bi premišljevali. Ta temperament, ovnovski, je izredno izražen tudi lahko v grdih besedah. Tako da Merkur v Ovnu je precej glasen. Če boste videli nekje človeka, ki se dere in maha in govori zelo glasno, potem ima verjetno tega Merkurja ravno v Ovnu. In tukaj je zelo težko priti v neko, bi rekla, mirno ali pa pametno komunikacijo, ker vedno poskuša preglasiti druge ljudi. Tako da seveda ima tudi zelo velike težave s koncentracijo in zelo rad kuha mulo, ta Merkur v Ovnu. Tako da so neke, veste, te zaznave in če mi to poznamo in če vemo, kakšna komunikacija je s partnerjem, potem se ga počasi tudi ustavlja, opozarja, postavlja meje, seveda, če hoče to sprejeti. Vedno moramo gledati na to, ali nekdo hoče ali noče sprejeti neke zadeve. Kot sem rekla, vi lahko sprašujete karkoli, jaz bom samo malce govorila o Merkurju, ker je navezava na samo komunikacijo in komunikacija ena od segmentov v dobrem partnerstvu. Če ni dobre komunikacije, potem partnerstvo zamre. Tukaj vi, ki ste morda že dlje časa v nekem partnerstvu, sami veste, če imate nekoga, ki je precej zaprt vase ali težko komunicira, kako je težko doreči neke zadeve. 0996363 je številka za klic v studio. Vprašate me lahko karkoli. Štartali smo v nov teden in zelo dobro je biti pripravljen tudi na neke situacije, ki jih imate v tem tednu. Kako se lahko pripravite? Tako, da pokličete mene in pa seveda vprašate za neke vaše stvari, ali sestanke, ali finance, ali nek odnos, ali morda družinska tematika, ali pa tisto, kar vas zanima. Tudi počutje, kako bo v tem tednu, če imate neke sestanke, je zelo dobro, da smo energetsko zelo nabildani. Tako da 0996363, ne čakati, hitro so vprašanji na plano, oddaja poteka zelo hitro in tudi hitro je potem končana, tako da imate priložnost vprašati tisto, kar vas zanima in pa seveda dobili boste zelo konkreten odgovor. Kadar imamo Merkurja v biku, to so zelo premišljeni ljudje, govorijo počasi, velikokrat imajo izredno lep glas in pa seveda tudi ne odreagirajo na neke provokacije. Vse se odvija zelo počasi in premišljeno po korakih. Seveda je zelo potrpežljiv tak človek z Merkurjem v biku in pa seveda tudi konkretno razmišlja o nekih temah. Ko pa se razjezi, pa se pokaže ta veliki bes. Se pravi, zelo besne zadeve lahko padejo na plano. Kajti nekateri pretirano kopičijo neke stvari in potem, ko se zelo nabere, takrat pa lahko pride do izbruha besa. In pa zelo važno je, da
v našem, v naši astrološki karti gledamo tudi aspekte, ki so vezani na Merkurja. Dober dan, nekdo je z mano? Dober dan, Sara pri telefonu. Ja, pozdravljeni. Mene pa zanima, če mi lahko pogledate za odnose. Ja, rojstni datum? 14.1. 1988. Ura rojstva pa je? Je pa ob 7, oziroma 10 do 7, no to nisem sigurna. Zjutraj, ne? Ali Ja, kdaj? zjutraj. Odnos, ki ga imate, ali nasplošno za vse Ki ga odnose? imam s partnerjem. Katero znamenje pa je? On je pa tehnica. V redu, ja, bom pogledala. Hvala, lahko kar po televiziji gledam. Lahko, ja, hvala lepa, Super, srečno. hvala, nasvidenje. Nasvidenje. Kar se odnosa tiče, gledamo zdaj to Merkurjevo funkcijo in pa seveda pri odnosih jaz potem gledam še druge stvari, Sonce, Luno, 7. hišo in pa izredno važno je, kakšen je ta odnos. Ker je z vaše strani veliko več potrpežljivosti ali pa bi rekla, vi peljete neke stvari bolj konkretno v svet, je vajna komunikacija tukaj lahko malce okrnjena. Ker imate malce oster način komunikacije, tudi kadar ste morda bolj v neki fazi ne preveč sproščeni. Tako da znate biti mirni, prijetni in pa seveda tudi ljubeči, iz tega ven pa potem kar naenkrat lahko pride vulkan nekih besed, ker neke stvari vseeno zadržujete v sebi. Zdaj sam odnos ne bi rekla, da je slab, ker 7. hiša ni težko aspektirana, imate izredno močno podporo, negovalno tudi z njegove strani in pa zelo stabilen odnos, tako da bi rekla, da je ta zadeva kar v redu. In v naslednjih, bi rekla, 2 letih vas čakajo velike spremembe, verjetno v smislu ali neke poroke ali pa nekega bolj, bi rekla, uradnih zadev, lahko tudi že načrtovanje družine ali pa že kakšen družinski član. Tako da spremembe v 2 letih bodo in pa odgovornosti ravno s tem, ki prihajajo tudi. Hvala lepa za vaše vprašanje. Mi pa hitro gremo naprej, ne pozabite, lahko kličete vsi, tisti, ki imate kakršnokoli vprašanje, lahko samo za odnos, lahko pa tudi za kaj drugega. Seveda vsi tisti, ki imate Merkurja v dvojčkih, to ste zelo vrvožavi. Izredno veliko se govori se kar nekaj en čez drugega, se zelo slabo posluša in še manj sliši. In seveda znate biti poleg tega tudi iznajdljivi in duhoviti. Eno z drugim. Zelo radi imate družbo in družba ima rada vas, za neke konkretne resne debate pa nekako nimate potrpljenja. Ali pa zelo hitro zbežite na drugo temo. Ta nemir in veliko te živčne energije se odraža ravno v temu, da ni neke dobre koncentracije. In dostikrat vam lahko ljudje očitajo, zakaj me ne slišiš, ali pa sem ti povedal že večkrat, pa si nisi zapomnila, ali pa neke take besede. Tako da tukaj je treba krepiti koncentracijo in se prav organizirati pri nekih debatah, da zavestno se ustavljate, da vam misli ne bežijo in da poslušate. Tako da tale Merkur zelo živčen. In pa seveda Merkur v raku kaže na neko zaprtost. Zaprtost v smislu, da rabi veliko časa, da premleje te vse informacije, ki jih dobi. Izredno dober spomin imajo ljudje, ki imajo Merkurja v raku in pa seveda tudi so precej zamerljivi. Bi rekla, da zapomnijo si pretežno stvari, ki niso ravno prijetne ali pa kakšna beseda, ki jih je užalila. To jim kar ostane v spominu. Tako da pri rakih, bi rekli, ker raje molči, kot govori, kot da ni zainteresiran za neke debate, ampak čisto vse sliši in si seveda tudi vse zapomni. Bi rekla, te kritike jemlje zelo osebno. Tako da, ko gledam nekoga in ko vidim, da ima Merkurja v raku, ga posebej opozarjam na te stvari. Kajti besede niso nujno vedno v smislu, da nas hočejo užaliti. Je važno seveda, kako jih izrečemo, kakšna je intonacija in pa kakšne besede izbiramo. Tako da je treba tudi tukaj malce pogledati.
Ampak, če imate nekoga zraven sebe, vašega partnerja, partnerko, ki ima Merkurja v raku, morate vedeti, da je ta zadeva malce bolj molčeča in takrat ne silimo v partnerja ali partnerko, da mora biti ravno tak, kot smo mi in zelo zgovoren. Tako da je pomembno vedeti, kje imamo Merkurja. In pa seveda Merkur v levu je pa izredno dramatičen. Rad se izpostavlja, rad je v spredju, rad je slišan, bo malce kasneje. Dober dan, nekdo je z mano? Ja, dober dan. Jaz bi pa vprašala za sina, on je rojen 15.2.87. 15.2.7. Ja. Ja, 15.2. Tako, 15 ura pa nič, rojstva? 15 nič. Ja. Zdaj me pa zanima, on je 1. junija podpisal eno pogodbo za novo službo, prej je imel, pa je šel na novo službo, no? Pa me zanima, kako bo, ali mu bo to za določen čas, čez 3 mesece naj bi mu, no, če bo v redu. Tako sem rekla. Pa je že začel, gospod, tale sin vaš delati? Je že začel? Ja, s 1. junijem. Aha, dobro. To se pravi, za 3 mesece ima zdaj poskusno dobo, če prav razumem. Tako, ja. 3 mesece naj bi mu pol za nedoločen čas dali. Ja. Čez 3 mesece, če bo v redu. Takole, zdaj, če gledam 3 mesece naprej, izredno dobro kaže. Jaz ne vidim, da vaš sin ne bi dobil dela ali pa da ga ne bi vzeli za redno, zato ker ima same dobre pozicije. V bistvu je krasno, da je zamenjal službo, bo bolj zadovoljen, tudi finančno bo boljše in pa vse, kar se dela tiče, bo izredno zadovoljen. Tako da super. Sploh ni nobene dileme. To bolj vas skrbi kot njega, ne? Ja, seveda. Ja. Kaj lahko še eno vprašanje? Ne, Prosim, kar povejte hitro. Zanima me, on je dobil zdaj 3. junija sinčka, pa me zanima. Čestitam. Ja, hvala. To se pravi, je privekalo dete. Super. Dekala, ja. Kaj vas pa zanima? Kako bo z otrokom, bo v redu? Seveda, da bo, nič skrbeti, draga moja. Vi ste preveč zaskrbljeni. Oba, in partnerka in on imata izredno tako občutek in pa tudi zelo veselje, veliko veselja s tem. Tako da krasno, lejte, super. V redu, ja, v redu. Najlepša hvala. Hvala lepa, ja, srečno, nasvidenje. Adijo. Tudi vi lahko vprašate karkoli, 0906363 je številka in pa Merkur v levu je izredno pomemben, kajti vsi Merkurji v vseh znamenjih so pomembni, ampak tukaj je treba paziti, ker je dosta arogance. Dajte se malo ustavljati, če poznate, da imate Merkurja v levu. Tudi veliko dramatiziranja je. To so izredno dobri igralci, ker se znajo besedno izpostaviti in pa seveda nagnjeni so k dramatiziranju. Taki ljudje zelo radi pripovedujejo zgodbice in so tudi izvrstni v tem. Tako da to sigurno je nek nastop in pa neka igra. Seveda to dramatiziranje in aroganca pa ni ravno prijetna. Danes imamo tudi SMS akcijo do konca oddaje, dajmo pogledati, kako lahko pošljete. Ste brez energije? Imate težave v službi, z denarjem? Se vam zdi, da nikakor ne morete najti sreče v ljubezni? Pošljite SMS blokada na 6116. Izkušeni svetovalci bodo pregledali vaše čakre in prečistili blokade, ki vam ovirajo pritok denarja, ljubezni, dobrega počutja. Naredite nekaj zase. Pošljite SMS blokada na 6116. Akcija SMS pomeni, da vsakdo, ki pošlje SMS, dobi tudi 2 brezplačna SMS odgovora. Imamo 4 ključne besede, izredno pomembne za partnerstvo, to je ljubezen, potem imamo posel, denar in pa počutje. Zakaj je to pomembno za partnerstvo? Seveda, da je. Če nimamo posla, potem lahko prinašamo domov slabo voljo. Če ni denarja, toliko bolj, Če nimamo občutka, da smo opaženi, slišani, ljubljeni, potem je problem z ljubeznijo. In pa seveda vse skupaj to botruje lahko slabemu počutju. Tako da hitro pišite, imate 4 ključne besede, številka je 6116 in pa vi ste tisti, ki danes izkoriščate naše svetovalce na SMS-ih, da boste dobili zelo konkretne odgovore.
In to dobite še 2 brezplačna. Tako da ljubezen ali počutje ali posel ali denar. 4 ključne besede, pišete pa samo eno, ne pisati vse 4. Ne? Če pišete za vas, recimo vi ste oven, pišete oven, ljubezen 6116. Ali pa za moža vas zanima, kako bo z denarjem, pišete njegov horoskop, zraven denar in pa 6116. Ali pa recimo ste slabega počutja, imate zdaj tale teden malce bolj obremenjen, pa vas zanima, kako bo, ste tehnica, pišete tehnica, počutje in pošljete na 6116. Samo do konca oddaje velja zato, da dejte pohiteti, kajti oddaja zelo hitro beži, in pa samo do konca oddaje lahko dobite 2 brezplačna SMS odgovora. Ne čakati, kajti časa ni veliko. In pa seveda, če pošljete za ljubezen, lahko potem še enega pošljete za denar, ne? Ali pa še enega za počutje. Tako da omejitev ni, lahko pošljete več SMS-ov, vendar samo ena ključna beseda za en SMS. Imamo vaš rojstni horoskop, to se pravi ali oven, bik, dvojčka, rak, lev, devica, tehnica in tako dalje, pa zraven ključno besedo. Ne pozabite, da se 2 brezplačna SMS odgovora vračata samo do konca oddaje. Po koncu oddaje potem ne bo več zastonj SMS-ov. Tako da hitro pišite, ne čakajte in pa izberite tisto ključno besedo, ki je za vas pomembna. In pa gremo naprej. Devica. Če imamo v devici Merkurja, to ne pomeni, če ste vi sonce devica, ampak če imate Merkurja v devici, to so zelo natančni in se poglabljajo v podrobnosti, ta Merkur. Zato številni ljudje takega človeka ocenijo za perfekcionista. Seveda od sebe in drugih zelo veliko zahteva in pa seveda zelo so nagnjeni k kritiziranju. Tako da je zelo važno, to kritiziranje lahko seveda oslabi marsikater odnos, se pravi, da je stalno neka kritika, da ni nobene pohvale. So pa zelo disciplinirani in pa seveda tudi podjetni ljudje. Se pravi, natančni podjetni, k kritiki so nagnjeni in pa seveda k perfekcionizmu. Tako da tukaj ta Merkur ima kar precej dela, ker če hočemo biti perfekcionisti, porabimo zelo veliko energije. Vsako besedo lahko razdelajo do atoma. In pa Merkur v tehnici. Želi, da se vsi dobro razumejo, ima izredno diplomatsko noto glasu in pa tudi seveda sama komunikacija. Zelo dober posrednik, pogajalec, taki ljudje zelo prijetno govorijo, zelo razumejo, nasprotno stran dobro slišijo, tudi znajo argumentirati, ampak vse je to nekako v nekem prijetnem diplomatskem tonu. In seveda moram reči, da ravno ta Merkur v tehnici išče partnerja kot sebi primernega sogovornika. Dober dan, nekdo je z nami. Dober dan, Maja pri telefonu. Ja, pozdravljeni. Mene pa zanima, kako mi kaj na področju odnosov kaže. Aha, rojstni datum. 5.9.89. Ura rojstva pa je? Je pa 13.15. Pa ste v kakšnem odnosu, gledam to ali ne? Ja, lahko pogledate to, ja. Aha. Znamenje je? Strelec. Strelec, okej. Da vidim. Ja, nič kaj prijetno ne kaže, tale odnos. Imate izredno težke aspekte. Karkoli se dogaja ali pa se bo še dogajalo, prinaša bolj trpljenje, kot pa, bi rekla, neko prijetno situacijo. Prav 2 težka aspekta, Saturn in Neptun sta na Sonce. Sonce vedno simbolizira naše partnerstvo. Seveda je treba zdaj pogledati, a se splača to vleči naprej. Jaz verjamem, da prav na hitro ne boste te zadeve zaključevali, ne kaže pa nekega prav prijetnega odnosa. Tako da napetosti so, napetosti še bodo, v juliju se to malce omili, tudi avgust bo kar v redu, potem september, oktober bo pa spet zelo, zelo naporno in ne vidim, da bi ta veza obstala.
Tako da malo razmišljate o tem, da zadevo peljete k nekemu koncu in pa poskušajte iz tega izvleči tudi, bi rekla, to, da boste v naslednjih ali pa v drugih vezah v bistvu postavljali neke meje. Zelo pomembno je, da postavljamo meje. Kaj ti meje, ki jih recimo nekdo, ki želi v svojem partnerskem odnosu izredno dobro postavljati, seveda se učimo sproti. Sproti skozi odnos in pa sproti seveda v nekih zadevah. Tako da komunikacija je sicer vaša prijetna in pa precej diplomatska, imate Merkurja v tehnici, ampak vseeno Luna v Škorpijonu in zahteva neke, bi rekla, zadeve in ste zelo močno v partnerstvu, kadar ste vezani na neko osebo, tako da malo distance je potrebno. Previdno, v glavnem karta ni v redu, kar se partnerskega odnosa tiče. Hvala lepa za vaše vprašanje. Pišite, še vedno imate čas, da lahko pišete SMS-e in pa seveda mi smo že pri Merkurju v Škorpijonu. Taki ljudje zelo raziskujejo, se zelo poglobijo v težavo, katerokoli slišijo ali seveda tudi vidijo in pa vedno poskuša priti do nekega bistva. Seveda škorpijonski Merkur ga zanima samo resnica in pa seveda neka stvarna zadeva. Zato zelo hitro spregleda kakšne lažnivce, ali pa ljudi, ki se radi pretvarjajo. Veste, to je zelo detektivski um. Izredno težko je pretentati nekoga, ki ima Merkurja v Škorpijonu. In seveda tudi v pogovoru s takim človekom je to zelo hitro očitno, ker vam to tudi pove. In tukaj je ta instinkt izredno močan in ga tudi tak človek, ki ima Merkurja v Škorpijonu, izredno dobro upošteva. Taki ljudje imajo izredno veliko ponavadi dela z drugimi, so svetovalci, so terapevti, so magi, so ljudje, ki se ukvarjajo z nekimi jasnovidnostjo ali pa nekimi drugačnimi duhovnimi pristopi. To ne pomeni zdaj, da vsakdo, ki ima Merkurja v Škorpijonu, da to lahko počne. Važno je, kakšne aspekte ima potem še ta Merkur. Če ima izredno težek aspekt z recimo Neptunom, je tudi lahko zelo napačna predstava. Seveda tudi naši svetovalci, ki so danes z nami, vam lahko svetujejo, pa poglejmo, kako lahko pokličete. Pozdravljeni, dragi gledalci, z vami sem Teodora. Ste vezani, zaljubljeni? Preverite, če je ljubljena oseba vredna vašega truda. Še iščete pravo ljubezen? Vprašajte, kje je vaša sorodna duša. Ne bojte se razširiti svojih obzorij. Pokličite svetovalce kozmike na 090 3000 in še danes poznajte, kaj vas čaka v ljubezni. Z nami so Dragica, Suada, Naca, izvrstne seveda tudi svetovalke, ne samo vedeževalke. Naca je astrologinja, lahko pogleda, kje pa vaš Merkur in nam tudi kaj svetuje. Seveda Suada in pa Dragica izredno dobro delajo z ljudmi, ki imajo psihične težave, ki imajo kakšne čustvene pretrese, lahko tudi neko slabše počutje. Tako da Dragico in pa Naco in Suado dobite na 090 3000. Seveda naše svetovalke so na razpolago za to, da vam svetujejo in da vam pomagajo. Pomagajo lahko na več nivojih. Ali, če želite, da vam samo svetujejo, ali pa lahko tudi seveda pogledajo v preteklost, sedanjost in prihodnost in tudi pomagajo z terapijami. Zdaj terapije za tiste, ki ste izredno občutljivi ali pa imate pred sabo neke stvari, ki jih morate razrešiti in rabite veliko energije, potem je zelo dobro, da pokličete naše svetovalke, da vam pomagajo tudi pri počutju. Tjaša in Venera sta še z nami, obe sta izvrstni svetovalki, Venera dela z runami in pa Tjaša, glede na to, da ima izredno razvito intuicijo, tudi pomaga pri ljudeh, ki imajo težave in morda niti ne vidijo, zakaj prihaja do tega. Dober dan, nekdo je z mano? Ja, dober dan. Prosim, gospa, povejte. Tukaj je pa Vida. Vprašala bi za zdravje, pa za razmere med sinom pa med snaho.
No, zdaj morate eno vprašanje mi postaviti. Katero? Nimamo dosti časa. Poj mi dajte razmere med sinom pa med snovo. Potem pa od sina rabim rojstni datum. 4.8.71. Ura njegova rojstva pa je? Joj, tamle okrog 2 zjutraj. Zdaj vaša snaha je pa katero znamenje ali pa rojstni datum, če mi poveste? Ona je pa 23. februar. Dobro. To se pravi njuno razmerje, a ne? Ja. Nič kaj lahko, a ne, moram reči. Seveda to traja zdajle kar nekaj časa, a ne, da bi rekla, da je prav prijetno ali pa prav lahko ni, ne. Veste, vaš sin ima občutek, a ne, kot da ni sprejet ali pa kot da ni nič opazen, nič pohvaljen, a ne. In jaz moram reči, da je kar precej distance. Koliko časa sta zdaj že poročena? Sta že dolgo? 20 let, več kot 20. Ker zadnje 4 leta, ne, precej peša tole vse skupaj, ne. In zdaj vprašanje, a ne, kaj bosta naredila oba, zdaj je zelo pomembno, a ne, za oba, kaj bosta naredila, ne samo za enega. In seveda to, a ne, kar se dogaja med njima, sploh ta zadnja 4 leta, otežuje z obeh strani, a ne, ne zdaj samo z ene. In pa seveda zna biti tudi to, a ne, ker vaš sin zelo težko skomunicira neke težave. On lahko veliko govori, ampak nič ne pove, a ne. A veste? Tako da je treba tudi tukaj malo videti, kaj zdaj je ozadje. Jaz bi rekla tako, a ne, če bosta prevetrila, a ne, te naslednje 2 leti, ki bosta dosti naporni, a ne, potem bosta pač vztrajala naprej. To je pač odvisno od obeh, ne zdaj samo od enega. Tudi gospa, a ne, je dostikrat nezadovoljna, a ne, ima kakšne težave psihične ali kako. Tako jo ne vidim stabilno, no, snaho vašo. Veste, kako je, otroka, sina sta oba šla njena v stran. Nista več tukaj pri nas. Sta šla v svoje življenje. Ja, tudi lahko. Veste, matere, a ne, nekatere se težko ločijo od svojih otrok, namesto da bi bile vesele, a ne, da grejo v svet, da spoznavajo življenje, a ne, pa jih to lahko izredno prizadene, ker se bolj vežejo na otroke kot na moža, a ne. Žena, mož morata dobro skupaj funkcionirati. Zato je pomembno, a ne. Glejte, ni v redu, a ne, kaj naj vam rečem. Odnos je pač en mimo drugega živita, a ne. Tako da bosta morala sama najti neko pot, ne. Hvala lepa, srečno. Takole, mi smo prišli do konca naše oddaje, tako da sem vesela, da takole sprašujete. Normalno je, da delamo za vas in pa vsi mi, ki smo na Kozmiki, tudi za vas svetujemo. Naši svetovalci so še vedno na razpolago, vsak dan delajo z vami od 8. ure do 24. Tako da jih lahko pokličete na 090 3000 in vsi tisti, a ne, ki imate kakršnokoli vprašanje, se lahko obrnete vsak dan na njih. Ne pozabite, imate še minutko časa za SMS in pa seveda lahko pokukate tudi na našo internetno stran www.kozmika.si, kjer boste pogledali, kaj vse smo pripravili za vas, kaj vse si lahko kupite in pa seveda preberete vse o nas, kar vas zanima, katere zadeve počnemo in pa na kakšen način. Smo šele štartali v nov teden, tako da vam želim, da bi ga čim bolj uspešno in mirno prejadrali. Imamo 3 planete v znamenju dvojčka, kar pomeni, da je precej te živčne energije v zraku, a ne. Bodite strpni, mirni, predvsem na cesti, da ne bo prišlo do kakšnih težav in ta teden bo zaznamovan s to veliko zračno energijo. Tudi več prepirov se lahko zgodi, tako da pazite na jezik, pazite, kaj rečete in komu rečete in pa kaj tudi mislite. Za danes pa hvala lepa. Lepo in radi se imejte in pa srečno.